Kot prve, to se pravi, najprej takole. Koncept predstavitev je povezan z profesor doktorco Zvonko Zupanič-Slavec, ki je za svojimi študentkami ali kakšno tudi bivšo študentko pripravlja 3 predstavitve. Ona predava zgodovino medicine in se spozna na vse mogoče stvari od lobanj celjskih grofov do alkoholizma iz historične perspektive, ampak tudi iz sodobnosti. Vas lahko kar prosim. Lepa hvala profesorju Branku Šušterju, vedno zna vsakemu dati eno dobro mesto in vlogo v družbi. Jaz sem pa vesela tukaj, ker lahko tudi nekaj zgodovinarjev danes nagovorimo, medtem ko v pisni obliki pa predvsem potem širšo slovensko zgodovinsko javnost. Vesela sem bila prijaznega povabila, da se kot zgodovinarji medicine udeležimo te sekcije o zgodovini prehrane. Saj prehrana in zdravje je ena, jaz mislim, silno močna tema in če jo skozi historične oči gledamo, bomo videli, koliko bolezni je skozi čas bilo povezanih prav z nekimi težavami v zvezi s prehranjevanjem, nekimi nepoznavanji mehanizmov nastanka bolezni, nezmožnostmi odpravljanja le-teh in tako naprej. Tako da, zato sem povabila k pripravi te teme naše študente medicine, v glavnem že čisto na koncu študija, ki razpolagajo skoraj vsem znanjem, ki jim ga fakulteta prinese, da so na različnih področjih pogledali skozi čas, kako pravzaprav pa kako smo prihajali do nekih novih spoznanj, kako bolezni nastanejo, ki so vezane na prehrano, kako se jih odpravlja in kakšno vlogo ima nasploh prehrana v zdravju človeka skozi čas. Ti 3 napovedani sklopi, ki jih imate tudi zapisane v svojem programskem listu, bodo z različnih zornih kotov to tvarino predstavili. Ena bo predvsem preko pomanjkanja vitaminov ali njihove prekomerne prisotnosti v hrani, nekaterih bolezni, ki imajo neke druge razloge. Ena preko novosti, ki jih je v človeško življenje prinesla uporaba žitaric v primerjavi recimo z neko klasično prehrano. Medtem ko ena, ki pa mora biti, bo prav za aktualne zgodovinarje, ki se ukvarjajo pedagoško s svojim delom, se pa dotika raziskave o vplivu spremenjenega načina prehranjevanja skozi zadnjega pol stoletja, ker je le-ta prinesel med nas nove bolezni prehrane, kot so epidemija sladkorne bolezni, epidemija debelosti in še kakšnih drugih bolezni, predvsem pa tudi motenj hranjenja, ki jih žal danes ne bomo obravnavali. Je pa to ena silno velika skupina, ki kaže na to, kako recimo je tudi psiha pri tem prisotna, kako lahko recimo družba, njeni mediji izkrivijo neko človekov odnos do samopodobe, lepote človeškega telesa. Tako da, ko sem še jaz bila študentka medicine, nismo nikoli slišali o kakšnih anoreksijah, pa nekih silno modernih bigoreksijah, ortoreksijah, Še bulimije smo komaj da poznali, čeprav jih je v svojem delu že Seneca citiral, kot pravi, jem zato, torej, ne bom, mislim, da ima eno v referatu, bolj tako pustim, Skratka, so kakšne tudi take bolezni že kdaj prej obstajale. Ampak zdaj, ko se množično pojavljajo, je prav, da poskušamo, še posebej tisti, ki se pedagoško ukvarjajo s svojim poslanstvom med osnovno in srednješolci, da znajo te stvari svojim učencem predstaviti, jih nagovarjati kot avtoritete, kako se hraniti za zdravje, ki bo potem pač pogojevalo njihovo življenje. Jaz mislim, da je prav, da študentje, ali pa mladi zdravniki že skoraj da,
sami vas nagovorijo in da v diskusiji poskušamo se dotakniti kakšnih stvari, ki bodo pa vas zanimale, tako da bomo res videli, kako izjemno široka tema je to, kako globoko je tudi zakoreninjena in kako lahko preko njenih izkušenj skozi tisočletja, stoletja ali pa desetletja črpamo novo znanje, ki ga naj bi posredovali bodočim generacijam za zdravje in boljše počutje ob primerni prehrani. Jaz verjamem, da vas moje današnje sodelavke ne bodo razočarale. Veselim se pa tudi predvsem pisnega izdelka, ki mislim, da vedno znova, ko človek seže po njem, veliko bolj kakovostno in podrobneje lahko predstavi določene teme. In pa hvala. Hvala lepa. Prvi prispevek predstavljajo Tanja Belčič, študentka medicine, Neža Hrastar, doktor medicine in Dora Stepan, študentka medicine. Tematika pa bo povezana z neustrezno in pomanjkljivo prehrano. Da vas pozdravim. Številne bolezni so se skozi čas pojavljale zaradi nepoznavanja vzroka njihovega nastanka. Tudi številne bolezni povezane s prehrano so se pojavljale na ta način. Mi smo skušali na podlagi 3 skupin bolezni razjasniti skozi zgodovinski razvoj, kakšno je bilo poznavanje, postopno poznavanje in raziskovanje vzrokov nastanka teh bolezni in pa tudi njihovega zdravljenja. No, najprej bi začela s protinom ali putiko. To je skupina presnovnih bolezni, za katere je značilno kopičenje kristalov sečne kisline v sklepu in posledično nastanek vnetja v tem sklepu. Največkrat je prizadet palčni sklep na nogi, lahko so prizadeti pa tudi številni drugi sklepi v telesu. No in kopičenje kristalov sečne kisline izzove nastanek vnetja, prizadet sklep je posledično otekov, rdeč, boleč in pa tudi njegova gibljivost je zavrta. Torej, protin kot bolezen so opisovali že stari Grčani. Podatke o njem najdemo v najzgodnejših medicinskih zapisih, ki segajo tja leta 2640 pred našim štetjem. Dokaze o odlaganju sečne kisline v sklepih pa najdemo tudi že v mumificiranih ostankih starih Grčanov, starih 4000 let. No, prvi pa je bolezen podrobneje opisal Hipokrat, ki je to bolezen pripisoval porušenemu ravnovesju med 4 telesnimi sokovi, torej črnim žolčem, rumenim, krvjo in sluzjo. Hipokrat je bil mnenja, da bolezen nastane ob prekomernem nakopičenju enega od teh telesnih sokov pri ljudeh, ki torej imajo neprimeren življenjski slog. Že on je priporočal ječmenovo vodo in bel telok za zdravljenje te bolezni. Bel telok pa ima lastnosti kolchicina. To je zdravilo, ki ga še danes uporabljamo za zdravljenje te bolezni. Že Hipokrat je bil mnenja, da je bolezen, torej protin ali putika, povezana z bogatejšim slojem prebivalstva v nasprotju z vnetnim revmatizmom, ki ga je predpisoval revnejšim. Tudi Celius Aurelianus v 1. stoletju je vzpostavil povezavo s prekomernim uživanjem hrane in pijače in pa vznikom protina. Njegov sodobnik Gaius Suetonius je bolezen protin poimenoval bolezen bogatih ali morbus divitum. Galen pa je bolezen imenoval kot hčerko Bakusa in Venere. Torej, v tedanjem obdobju so bili pretežno mnenja, da je to bolezen povezana z bogatejšim slojem prebivalstva. No, kasneje, potem v 6. stoletju, je Jakob Psicristus uvedel kot zdravilo jesenski podlesek. To je ekstrakt alkaloida kolchicina. Kot že omenjeno, to zdravilo se še danes lahko uporablja za zdravljenje te bolezni. V tedanjem obdobju seveda niso vedeli točno, kaj je vzrok za nastanek te bolezni. Vedeli so pa, kaj je primerno zdravljenje, čeprav je bilo to zdravljenje povsem izkustveno. No, potem, torej po obetavnih začetkih, nekako v kasnejših stoletjih, so bili pretežno mnenja, da je to bolezen kraljev. Naprimer, Karl V. se je moral umakniti z prestola po akutnem napadu protina. No, potem pa nekako v 17. stoletju je angleški zdravnik
prvi natančno opisal napade putike, tudi sam je trpel za to boleznijo. On je tudi priporočal zopet ječmenovo vodo in kruh za zdravljenje, podobno kot prej Hipokrat in Galen. Zavrnil pa je uporabo kolhicina, kajti bil je mnenja, da ima preveč stranskih učinkov na prebavni trakt. Kolhicin se potem nadalje 150 let ni uporabljal za zdravljenje te bolezni, ponovno pa ga je odkril Anton von Štrk, dunajski zdravnik. No, potem je sledil nekako naglejši razvoj poznavanja te bolezni. Z odkritjem mikroskopa so prvič opisali kristale v proteinskih tofih, ki pa jih je kot kristale sečne kisline prepoznal šele švedski kemik Karl Scheer. No, potem pa je Sir Alfred Beringerot prvi tudi uvedel metodo za določanje sečne kisline. On je tudi odkril, da je pri bolnikih s to boleznijo prisotna hiperurikemija, torej povišena koncentracija sečne kisline. Ker ta nastane z razgradnjo purinov, gradnikov nukleinskih kislin, je bil tudi mnenja, da je ustrezno zdravljenje te bolezni z dieto z nizko vsebnostjo purinov. Ta dieta se je kasneje izkazala za učinkovito. No, v 20. stoletju je sledil še naglejši razvoj poznavanja biokemije in metabolizma purinov. Odkrili pa so tudi, da morda tu le ni bolezen le bogatih. Do tega mnenja so prišli, ko so se južno-pacifiški domorodci srečali z zahodnim načinom življenja in razvili protein. In to je prvi opis nekako interakcije prehrane in pa metabolne genetike. No, danes vemo, da je pri zdravljenju te bolezni tako velika vloga nefarmakoloških ukrepov, kot pa so tudi v določenih primerih potrebna zdravila. V smislu nefarmakoloških ukrepov imamo v mislih, da je pomembno znižanje telesne teže, potem se odsvetuje pitje alkohola in pa kar se tiče diete, danes svetujemo dieto z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov in pa veliko vsebnostjo beljakovin in nenasičenih maščobnih kislin. Kar se tiče preomenjene diete z nizko vsebnostjo purinov, danes nekako ne prevladuje več mnenje, da je ta v ospredju zdravljenja te bolezni. Dobar dan, se upravičujem za zamud, da sem imela še eno obvezni seminar v fakulteti. Se pravi, hipovitaminoze. Ja, torej, vitamini, to so torej življenjsko pomembne snovi in v telesu upravljajo ogromno različnih nalog, se pravi za rast, za obnovo tkiv, skratka, brez njih človek ne more živeti. Torej, važnejši vitamini so torej vitamin C, B, D, E, K in pa A. C in B sta vodotopna, te pa so lipidotopni, se pravi topni v maščobah in se lahko tudi v telesu dlje časa shranjujejo v jetrih. Zdaj, torej, v zgodovini človeštva je velikokrat prišlo do pomanjkanja raznih vitaminov, predvsem zaradi borne prehrane. Ena izmed, recimo, bolezni so bile torej skorbut, pelagra, beri, rahiti, za katere ste gotovo že slišali. Tukaj na slikci vidimo primer skorbuta, se pravi pomanjkanje vitamina C, ko pride do hudega vnetja dlesni. Torej, vitamin C pomemben je predvsem pri obnovi vezivnega tkiva, pri ustrezni rasti kosti, celjenju ran, za zdrave dlesni, krepi naš imunski sistem. Poimenovali pa so ga vitamin C, ki je bil odkrit kot tretji po vrsti. Torej vitamin C se nahaja večinoma v agrumih in zato so se bolezni, ki so povezane s pomanjkanjem vitamina C, pojavile predvsem ob selitvi ljudi, se pravi iz tropskih krajev v kraje z umernim podnebjem, kjer je začelo primanjkovati svežega sadja. Skorbut je že kot prvi opisal tudi Hipokrat, vendar takrat še niso vedeli, zakaj je sploh šlo. Potem pa so največje odkritje je bilo v bistvu odkritje limoninega soka. Namreč problem se je pojavil, ko so te britanske mornarice plule in potem niso imeli dovolj zaloge sadja na ladjah in so se pojavile razni problemi, z dlesnimi ljudje so začeli umirati, enostavno zato, ker jim je primanjkovalo vitamina C. Zgodilo se je recimo tudi, da so pustili kakšne mornarje, ki so bili že res na robu smrti na kakšnih otokih, naj v miru umrejo. In potem, ko se je ladja čez 3 mesece vračala nazaj, so jim kar mahali tisti mornarji z otokov, ker so našli sadje in so v bistvu ozdraveli nazaj in živeli naprej. Tako da v bistvu največje odkritje je bil potem limonin sok in tudi pomarančni sok. Nažalost pa je v 200 letih umrlo kar milijon ljudi za tako boleznjo, ki se v bistvu enostavno pozdravi samo z dovolj sadja.
Potem pri pomanjkanju vitamina B1 pride do bolezni beriberi. Vitamin B, torej vodotopni vitamin, to je v bistvu B kompleks je sestavljen iz ogromno vitaminov. Imamo torej B1, B2, B3, B5 in tako naprej. In v bistvu ta bolezen, torej pomanjkanje vitamina B1, se je pojavila, ko so uživali oluščen riž namesto neoluščenega. Namreč ravno ta lupina riža je vsebovala torej ta kompleks vitamina B in potem posledično ker so jedli oluščen riž, je prišlo torej do bolezni beriberi, ker so prizadeti predvsem živčevje in pa srce, pojavijo se razni edemi, se pravi človek začne kar otekati, se začne tekočina nabirati in pa še shujšali so ob tem. No in odkrit je bil pa šele vzrok v drugi polovici 19. stoletja, kjer so torej začeli masovno jesti spet nazaj neoluščen riž in je pa še vedno ostal problem in še danes je v nerazvitih državah, kjer recimo jejo oluščen riž namesto neoluščenega. Pri pomanjkanju vitamina A pa se pojavi nočna slepota, se pravi to pomeni, da mi v temi ne zaznamo nobenih oblik, se recimo spotikamo in tako naprej, ker ne vidimo popolnoma ničesar in že stari Egipčani in Grki so znali to zdraviti, namreč niso vedeli, zakaj se gre spet tukaj, torej kaj so sploh vitamini, kakšno pomanjkanje je, so pa vedeli, da ob uživanju jeter, ker se shranjuje ta vitamin tudi, človek ozdravi nazaj. Tako da so že takrat bolniki morali uživati jetra. Tukaj vidimo torej primere tudi hudega pomanjkanja vitamina A, spet bolj nerazvite države. No in pa še dobro znana bolezen večini ljudi, torej rahitis, pride ob pomanjkanju vitamina D. Vitamin D je pomemben torej predvsem za vsrkavanje kalcija in fosfora iz črevesja, ki so pa pomembni gradniki za kosti. In torej je pomemben za rast in obnovo kosti. In večji izbruhi so bili v bistvu v 17. stoletju in to imenujemo kot angleška bolezen. Namreč takrat so ljudje začeli delati v tovarnah, so bili manj izpostavljeni soncu in potem tudi otroci so tam mogli delati in enostavno niso dobili dovolj količine vitamina D. In kaj se pojavi? Je krhke kosti, začnejo se tako kriviti, ker otroci še rastejo in pač ima potem lahko probleme celo življenje. In spet, kako so zdravili ljudi, enostavno so jih izpostavili sončni svetlobi in pa jim dali jesti jetra. Torej, danes so v bistvu bolezni, pomanjkanje vitaminov redke, ker enostavno že v hrani so tudi dodatki vitaminov, najdemo skoraj v vsaki hrani, tako da se res to pojavlja samo še predvsem v nerazvitih delih sveta. Zdaj gremo pa še na tretji del, glede pomanjkanja joda. Zdaj najprej jod kot element, pač to je nek element, ki se nahaja v zemlji in posledično pač tudi v rastlinah in v zelenjavi. Pomemben je pa za delovanje ščitnice. Namreč preko joda se tvorita dva hormona, T3 in T4. Če tega hormona pač joda ni, se hormoni ne tvorijo in takrat se začne sproščati več hormona TSH oziroma pač ščitnice stimulirajoči hormon, ki povzroča, da ščitnica začne rasti. Tukaj na slikci pač se vidi povečanje ščitnice, to imenujemo golša. Pač stanje, ko primanjkuje hormonov, se pravi T3 in T4, imenujemo hipotiroza, posledični bolezni sta pa golšavost, se pravi povečana ščitnica in pa kongenitalna hipotiroza. Jod so odkrili šele v 19. stoletju, je bil pa velik problem na našem področju v podalpskih deželah, tudi Slovenija je spadala v endemično področje v preteklosti, zato ker pač jod ob deževju se je izpiral v zemljo, v globje plasti in v rastlinah ni bilo dovolj tega elementa. Hkrati pa tudi je bila morska hrana, kjer je sicer veliko joda težje dostopna in je bilo res celotno alpsko področje, je bilo endemično področje pomanjkanja joda. Zdaj v zadnjem času na endemičnem področju nismo več, so pa še vedno se s tem težavam ubadajo v manj razvitih deželah. Zdaj pri nosečnicah, ki živijo na področju s pomanjkanjem joda, se pojavljajo spontani splavi, pri rojenih otrocih pa pride do kongenitalne hipotiroze oziroma bolezni imenovane kretinizem. Tukaj je slikca, primer pač osebe s kretinizmom, za njih je značilna mentalna zaostalost, potem pritlikavost, nizka rast, spastičnost, taka zakrčenost, gluhonemost, bledica, bleda, suha koža, makroglosija, tak velik jezik
ki sili navzven. Izvor besede. Prvič je bila beseda kretenizem uporabljena v francoski enciklopediji. Sam izvor je pa različen. Pač po nekaterih smernicah pravijo, da izhaja iz besede krestin, ki označuje neko osebo, ki je opozarjala, da so ti otroci še vedno ljudje in ne zveri. Potem iz latinske besede kreta, ki označuje kreda, apnenec, barva kože. Potem kreatus, ustvarja, ali francoske besede kretin kot naplavina, ker si misli, da to povzročajo depoziti neustreznih tal. Že zgodaj so se pojavljale v raznih medicinskih knjigah ilustracije teh bolnikov. V primeru Rainer Musterbuch iz 13. stoletja, iz cistercijanskega samostana blizu Graca, je primer osebe z kretenizmom in pa tudi vidite lepo povečana ščitnica kot golša. Sicer je prvi opisal povezavo med golšavostjo in kretenizmom Paracelsus. Natančnejši opis je kasneje podal švicarski zdravnik Felix Plater. No, tukaj bi pa še izpostavila psihiatra rojenega na Slovenskem, in sicer Franca Krestla, ki je pa v knjigi Endemični kretenizem natančno opisal te otroke in tudi predvidel samo zdravljenje z dodatkom joda. Pri odraslih se pomanjkanje joda kaže kot golšavost. Primer lahko lepo vidite, pač res povečana ščitnica. Te osebe imajo potem še počasnejši metabolizem, občutljivi so na mraz, utrujeni, oslabljena mentalna, srčna funkcija, taki pozabljivi. Sam izvor besede golša pa ne bi izhajala iz besede gutar, ki ne bi pač pomenil grlo, ker včasih so pač mislili, da je ta bula, da je to kot hernija grla in niti ne povečana ščitnica. V zgodovini, predvsem v starem veku, recimo stara ljudstva Kitajske, Indije, potem tudi stari Grki, so pač bolezni zdravili na podlagi izkušenj. Tako da tudi iz Salernske medicinske šole v 12. stoletju beremo zapise, ko so pač priporočali za zdravljenje prahomorske spužve. Niso sicer vedeli zakaj, ampak ljudje so se pozdravili, ker pač morska spužva vsebuje jod, pač ta snov, ki je bolnikom primanjkovala. Tekom celotne zgodovine lahko tudi samo golšo in kretenizem opazimo v umetnosti. Tako lahko v Balzakovi noveli Podeželski zdravnik beremo opis bolnika s kretenizmom iz otročne gorske vasice. Sicer se pa pač ta povečana ščitnica lepo vidno v budističnih kipih, na reliefih iz majskega obdobja, potem v sakralni umetnosti. Večkrat so golšo vrisali v svojih slikah tudi Leonardo da Vinci in potem praktično vsi slikarji, ker moramo se zavedati, da na Slovenskem in po Evropi je bilo tega zelo veliko, bili smo na endemičnem področju in se pač tudi v umetnosti niso izognili tem težavam. V današnjem času tega ni več toliko, zato ker jodiramo sol. Jodiranje soli se je pričelo v Sloveniji leta 1953, pred 15 leti so odmerek podvojili. V Švici in Ameriki so s temi ukrepi začeli pa že precej prej. Poleg tega imamo tudi preventivno testiranje novorojenčkov ob rojstvu. Testirajo pač ta hormon TSH, da se pač prepreči kretenizem in ta pač mentalna zaostalost, pritlikavost in te stvari. Sta pa tudi UNICEF in Svetovna zdravstvena organizacija priporočila, da ne bi bil pač jodirana sol na razpolago vsem, ne samo v razvitem svetu, ampak tudi v nerazvitem svetu, kjer se še danes ti bolezni pojavljajo. V primeru teh treh bolezni smo videli, da se je v preteklosti, da so se predvsej pojavljale, zavedati se moramo, da so še vedno prisotne, tudi v današnjem času.
V današnjem času se sicer večinoma ali s preventivo se jih izognemo, ali jih farmakološko zdravimo, moramo se pa zavedati, da je še vedno na prvem mestu hrana in tukaj imamo vedno v glavi Hipokratov izrek, naj hrana bo zdravilo in zdravilo hrana, ter se ga držimo ob vsakodnevnem prehranjevanju. Hvala. Hvala lepa kolegicam Tanji Belčič, Dori Stepan, študentkama medicine in že zdravnici Neži Hrastar za živahno predstavitev.